Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je Slovenijo obiskal albanski predsednik Bujar Nišani, ki ga je spremljala manjša gospodarska delegacija. Ob tej priložnosti je Gospodarska zbornica Slovenije 28. oktobra 2014 organizirala slovensko-albansko poslovno konferenco. Dogodek se je pričel s pozdravnima nagovoroma predsednikov obeh držav. Predsednik Nišani je potrdil odlične prijateljske odnose med državama in izrazil veliko željo po krepitvi gospodarskega sodelovanja, predsednik Pahor pa je med drugim dejal. Da je morda med vsemi državami v tranziciji Albanija naredila največji napredek. Ob prihodu se je albanski predsednik vpisal tudi v zlato knjigo gostov GZS. Predstavitvi gospodarskega okolja in priložnosti za sodelovanje med Slovenijo in Albanijo so sledila individualna poslovna srečanja med gospodarstveniki obeh držav. Današnji poslovni forum ocenjujem, če me vprašate od 1 do 10, bi rekla kar 10, sicer trenutno potekajo še B2B sestanki. Sem precej zadovoljna, predvsem z udeležbo tako predsednikov držav kot ostalih poslovnih, bi rekla mogoče potencialnih poslovnih partnerjev. Bilo je veliko informacij tako strani, mislim, da albanske gospodarske zbornice, tako tudi slovenske gospodarske zbornice. Videli smo, da je slovenski izvoz v Albanijo precej majhen, tako da ga je treba malo povečati. Prostih področij oziroma kam se da in kaj se da izvažati je še dovolj, prav tako v obratni smeri iz Albanije se da še marsikaj uvažati v Slovenijo po precej nizkih cenah, kot recimo v primerjavi s kakšnimi drugimi državami, predvsem Evropske unije. Potencial, kot sem že prej omenila, je dovolj v turizmu, predvsem storitvenem sektorju, kmetijstvu, v obnovljivih virih energije. Tako je veliko naravnih virov, kar se tiče hidrovetrnih oziroma solarnih energij. Kakšne so izkušnje vašega podjetja pri poslovanju z Albanijo oziroma na albanskem tržišču? Torej, naše podjetje v bistvu v zadnjem času se nekako trudi največ z albanskim tržiščem poslovati, predvsem iz našega proizvodnega podjetja v Srbiji, ker je pač to dokaj specifična branža, bližina matične tovarne do tržišča je v bistvu zelo pomembna, vpliva na pač cene in na stroške, ki nastajajo. Drugače pa smo vsake toliko časa dejansko izvedemo kak uspešen projekt. V letošnjem letu smo en manjši projekt na albanskem letališču izvedli, pa eno manjšo, kar lepo referenčno poslovno stavbo v središču Tirane. Tako da predvsem občasno, ko se pojavljajo, bom rekel, tako resnejši investitorji z višjimi zahtevami, uspemo dejansko tudi z našimi produkti na tem tržišču.